Še nekaj naravnih rešitev imamo za nadležen kašelj. Ena od njih je tudi črna redkev z medom. Zakorakali smo v obdobje smrkanja in kašljanja, ki sta spremljevalca prehladnih obolenj. V povprečju smo prehlajeni 2 do 5 krat letno, zato je pomembno, da pravočasno poiščemo pomoč in preženemo nadležne simptome. Zakladnica domače lekarne ponuja veliko rešitev, ki ne le pomagajo zdraviti simptome prehlada, temveč nas tudi zaščitijo pred prihodnjimi efekti. Pomagajo nam, da si ustvarimo nekoliko zdravja na zalogo. Kašelj je pravzaprav pomemben refleksni mehanizem, s katerim telo čisti pljuča in dihalne poti. Kašlja ne zdravimo vedno enako, saj razlikujemo med 2 vrstama kašlja, ki olajšamo in odpravljamo na različne načine. Neproduktivni kašelj je suh kašelj brez izmečka. Gre za posledico vnetja, katerega poskuša telo ozdraviti, vendar pogosto žal neuspešno. Ta kašelj je težko nadzirati, zato lahko postane zelo dražeč in neprijeten. Tako imenovani produktivni kašelj pa je kašelj, ki proizvaja sluz. Sluzjo se iz telesa izločijo mikrobi in patogene snovi, zato je za telo v času prehlada pravzaprav koristen. Pomembno je, da takšnega kašlja ne preprečujemo, saj bi to ravnanje bolezen lahko celo poslabšalo. In kako si pomagamo z naravnimi učinkovinami? Pri produktivnem kašlju je blagodejno vdihavanje pare med vročo kopeljo ali nad loncem vroče vode ali s pomočjo inhalatorja. Eterično olje cedre, evkaliptusa, poprove mete ali materine dušice bo učinek in lažje izkašljevanje še spodbudilo. Priporoča se pitje večje količine tople vode, čaja, limonade ali drugega naravnega soka, ki mu dodamo med. Balzam za dihalne poti in lajšanje dihalnih tegob so tudi smrekovi vršički. Pri produktivnem kašlju si moramo ogledati barvo izmečka. Bel pomeni virusno okužbo, rumenkast ali zelenkast pa bakterijsko okužbo. Izkašljevanje je pogosto del bronhitisa, tudi sinusitisa ali celo pljučnice. Pri pojavljanju krvi v izmečku pa je potrebno nujno obiskati zdravnika. Pri suhem in dražečem kašlju zelo pomagajo med ter pitje velikih količin vode, čaja iz brestovega lubja, sleza, lapuha, ingverja, limonade, soka aloja vere z medom, pred spanjem pa je znan pomirjujoč učinek vročega mleka z medom. Ko nastopi napad kašlja, ga umirimo z vrhano žlico medu, kateremu smo dodali propolis. Trdovraten in dalj časa trajajoč kašelj tudi ni tako redek pojav. Po ljudski tradiciji so ga zdravili s sirupom črne redkve. Črno redko so izdobli in vanjo natočili med ter jo postavili na kozarec. Iz odprtine se je cedil zdravilni sirup, ki je združeval aktivne naravne učinkovine črne redkve in medu, ki so uspešne pri premagovanju trdovratnega kašlja. Torej, ko ne gre več, ko se kašelj ne ustavi, črna redkev ga pozdravi. Če pa kašelj traja več kot teden dni in se stanje ne izboljšuje, se moramo posvetovati z zdravnikom. Prav tako, če ga spremlja bolečina v prsih, če je v izločku prisotna kri ali je le ta zelenkast oziroma če se ob kašlju pojavijo tudi težave z dihanjem.